Spoštovane in spoštovani, triletni projekt izboljšanje tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme, metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam, poteka v okviru projektov Evropskega inovativnega partnerstva. Vodilni partnerji Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Kot partnerji so v projekt vključeni še Kmetijski inštitut Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor in še 6 kmetijskih gospodarstev iz različnih delov države. Projekt je nastal zaradi številnih problemov v pridelavi voluminozne krme zaradi spreminjajočih se podnebnih razmer. Med problemi, ki jih projekt rešuje, moramo izpostaviti tudi potrebe po beljakovinski krmi in zmanjševanje obremenjevanja okolja, vključno z emisijami toplogrednih plinov. Obenem je potrebno izpostaviti, da na mnogih kmetijah beljakovinsko krmo že pridelujejo v obliki prezimnih dosevkov, torej v obliki čiste setve italijanske mnogocvetne ljulke. Na ta način sicer pridelajo zelo veliko kakovostne voluminozne krme, ki se odlično silira, vendar je taka pridelava zaradi velikih odmerkov dušika lahko zelo obremenjujoča za okolje. Ob nezadostnem gnenju z dušikom pa je lahko viden negativen vpliv take pridelave na naslednjo poljščenje v njivskem kolobarju. Kmetje se zelo malo odločajo za pridelavo metuljnic. Posledično ne izkoriščamo dovolj okoljskih prednosti njihove pridelave, predvsem povezanih s simbiotsko vezavo dušika. Pri pridelavi lucerne se srečujemo s problemi pri konzerviranju, tako pri siliranju zaradi visoke pufrne sposobnosti, kot pri sušenju zaradi drobljenja listov. Zaradi tega se lucerna na kmetijah ne uveljavi v tolikšnem obsegu, kot bi pričakovali. Na raziskovalnih inštitucijah obstaja veliko novega znanja, vendar je premalo pretoka znanja na osnovi praktičnih prikazov od raziskovalnih inštitucij preko svetovalne službe do kmetij. Posledično povedanemu so nameni in cilji projekta predvsem zagotavljanje visokokakovostne proteinske krme na zalogo kot najučinkovitejši ukrep prilagajanja živinoreje podnebnim spremembam. Konzerviranju in za uporabo sveže krme izboljšanje tehnologije pridelave lucerne, torej rastlina, ki je zelo odporna proti suši. Maksimalna vezava ogljikovega dioksida v organsko snov in zmanjševanje dušikovih emisij v okolje. Potem zamenjava obstoječe prakse pridelovanja mnogocvetne ljulke kot dosevka v čisti setvi in lucerne v čisti setvi z mešanicami in posledično dobro konzerviranje pridelka. Boljši pridelovalni in okoljevarstveni učinek pridelave, učinkovitejše povezovanje raziskovalnih inštitucij, svetovalne službe in kmetov, in pa seveda prenos v dosedanjem znanstvenem delu pridobljenih rezultatov v neposredno prakso. V projektu na 3 kmetijskih gospodarstvih primerjalno pridelujemo prezimne dosevke, in sicer mnogocvetno ljulko v čisti setvi, mešanico mnogocvetne ljulke in detelj in pa čisto setvo detelj, torej in sicer gre za 2 detelji, inkarnatko in pa črno detelju. Po pridelavi teh dosevkov ugotavljamo tudi vplive teh dosevkov na naslednjo poljščino v njivskem kolobarju, torej koruzo. Na drugih 3 kmetijskih gospodarstvih primerjalno pridelujemo mešanico trav v čisti setvi, mešanico lucerne in teh trav in pa čisto setvo lucerne. V 3. letu bomo prav tako ugotavljali vplive teh posevkov na naslednjo poljščino, torej koruzo v njivskem kolobarju. Spremljamo številne parametre vplivov na tla, pridelek in na kakovost pridelanih silaž. Rezultati
Splošni pričakovani rezultati sledijo zastavljenim ciljem in ponujajo nove oziroma izboljšane podnebnim spremembam prilagojene tehnologije pridelave in konzerviranja beljakovinske voluminozne krme. Potem okoljevarstveno trajnostno pridelavo krme in kakovostno beljakovinsko krmno zalogo kot ukrep prilagajanja živinoreje na podnebne spremembe. Izmed konkretnih dosedanjih doseženih rezultatov prvega leta izvajanja projekta, torej leta 2019, moramo izpostaviti, da je bila vsebnost mineralnega dušika v tleh ob koncu prvega leta izvajanja projekta pričakovano najvišja v čisti setvi metulnic, najmanjša pa v čisti setvi trav. V mešanicah je bila količinsko med čistimi setvami metulnic in trav, vendar pričakovano nekoliko bližje vrednostim trav v čisti setvi. Količina pridelka sušine nadzemne biomase je bila največja v mešanicah lucerne in trav, pred lucerno v čisti setvi in še posebej pred travami v čisti setvi. V obdobju med predzadnjo in zadnjo košnjo so se v začetku oktobra nenadoma pojavile zelo nizke temperature, kar je bilo vidno predvsem na čistem posevku lucerne. V mešanicah lucerne in trav pa lucerne te nizke temperature niso vidno prizadele. Silaže iz travnih mešanic in iz mešanic lucerne s travami so vsebovale manj neželene maslene kisline kot silaže iz lucerne v čisti setvi. Zmanjšanje vsebnosti neto energije laktacije med venenjem in siliranjem je bila pri vseh obravnavanih podobna. Zmanjšanje vsebnosti surovih beljakovin pa je bila pri travah manjša kot pri lucerni in mešanicah lucerne in trav. Vendar je pridelek trav v čisti setvi že v osnovi vseboval bistveno manj surovih beljakovin kot mešanice in lucerna v čisti setvi. Rezultati so v številkah prikazani na spletnih straneh projekta. Rezultate projekta sproti predstavljamo mednarodni in slovenski strokovni javnosti. V tujini smo v letu 2019 projekt predstavili na Nizozemskem in v Franciji, obakrat v organizaciji EIP Agri Evropske komisije. V letu 2020 pa je projekt v isti organizaciji predstavljen v brošuri Sustainable and Resilient Farming Inspiration from Agroecology. V Sloveniji smo v letu 2020 delne rezultate projekta že predstavili v osrednji slovenski kmetijski oddaji Ljudje in zemlja. Projekt smo že predstavljali v tiskanih slovenskih strokovnih medijih Kmetovalec in Naše travinje. Potem na 34. tradicionalnem posvetu javne službe kmetijskega svetovanja v letu 2019 v Laškem. Rezultate projekta pa preko spletnih medijev in številnih neposrednih predstavitev sproti predstavljamo kmetom in drugi strokovni javnosti. Ob koncu je potrebno izpostaviti, da bodo od projekta imele korist predvsem živinorejske kmetije po vsej Sloveniji. Poleg tega pa tudi kmetijska svetovalna služba, študentje kmetijstva in širša strokovna ter laična javnost oziroma družba v celoti. Projekt je s strani vseh partnerjev v projektu, torej kmetijskih gospodarstev, svetovalcev in raziskovalcev, zelo dobro sprejet. In kako naprej? Trenutno še analiziramo številne vzorce tal, pridelkov in silaž odvzetih v letu 2020, analiziramo in urejujemo pridobljene podatke, kar bomo počeli še v zimskem času. V letu 2021 bomo nadaljevali z aktivnostmi pri projektnih partnerjih, analizirali bomo pridobljene rezultate in obenem bomo tudi rezultate sproti intenzivno širili do samih kmetovalcev. Najlepša hvala za pozornost.